Zgodovinski dan za medvoške gasilce. Sejemo sončno, medovito prihodnost. Prostovoljstvu prijazni in naklonjeni. Dan odprtih vrat osnovne šole Preska. Napovedana samoukinitev društva Jarem. Pogovor o adolescenci je pogovor o nas. Večer ubranih zborovskih pesmi. Zaključek nogometne sezone. Jadralci zbrani v Zbiljah. Lepo pozdravljeni. Za občino Medvode, Gasilsko zvezo Medvode in vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju naše občine, je bil včerajšnji dan zgodovinski dan ali vsaj eden od njih. V gasilskem domu v Zgornjih Pirničah so namreč podpisali dogovor o tem, kako se bodo v prihodnje gradili gasilski domovi in aneks pogodbi o upravljanju lokalne javne gasilske službe v naslednjih 2 letih. Župan Nejc Smole pa je v imenu občine Medvode s predsednikom prostovoljnega gasilskega društva Sora Primožem Šušteršičem podpisal še pogodbo o sofinanciranju nakupa vozila za to društvo, ki letos praznuje 120 let delovanja. S predsednikom Gasilske zveze Medvode Miho Šušteršičem pa podpisal še pogodbo o sofinanciranju novega mladinskega prapora. Danes zgolj na kratko o vsebini podpisanih pogodb, prihodnjič pa bolj podrobno in opremljeno s komentarji. Potem, ko je bil leta 2019 podpisan sporazum o sofinanciranju nakupa novih gasilskih vozil in se ta tudi uspešno izvaja, je včeraj podpisan sporazum o izvajanju gradenj gasilskih domov, tudi najbolj težko pričakovan sporazum. V njem je namreč opredeljen postopek, način in obseg financiranja gradenj novih ali dozidava obstoječih gasilskih domov in postopki odobritve, izvedbe in nadzora nad gradnjo. V 5 od 6 društev se soočajo s prostorsko stisko, izjema je le prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče, ki je nov dom, v katerem je bil tudi izveden podpis pogodbe, zgradil pred 2 letoma na 10 letih priprav nanj. Glede na podpisani sporazum bo občina Medvode v prihodnje skladno z razpoložljivimi sredstvi in sprejeto vizijo razvoja gasilstva do leta 2030 sofinancirala do 66% investicij v primeru, da gre za novogradnjo in do 75% v primeru prizidkov. Če bo društvo želelo večje prostore nad dogovorjenim, bo dodatne stroške v celoti krilo samo. Občina se je sicer zavezala, da bo v 4-letnem obdobju zagotovila sredstva za vsaj 1 novogradnjo ali 2 prizidka. Glede na sprejet dogovor bo prvi za gradnjo prizidka na vrsti prostovoljno gasilsko društvo Sora. Glavna dodana vrednost, če mene vprašate, tega dogovora o gradnji in prizidkov in samostojnih gasilskih domov novogradenj je prav v tem, da se je na eni strani so se društva in gasilska zveza poenotili, določili prioritete, določili tudi vizijo vsak svojega društva, kaj želijo, da se naredi, in na drugi strani je občina to akceptirala in se je sistematično zavezala, da bo podpirala te načrte, ki so v naslednjih, recimo temu, jaz ocenjujem, da v 10 letih bi lahko večina teh stvari bila pokritih pod streho z uporabnimi dovoljenji. Danes lahko rečemo, najbolj zadovoljni so bili v prostovoljnem gasilskem društvu Sora, kajti na njih se bo nekako preizkušalo, ali ta dogovor pije vodo. Ja, v resnici bomo ta dogovor uporabili tudi že za končni obračun v situaciji gasilskega doma Zgornje Pirniče, kar se mi zdi še posebej pomembno. Zato, ker s tem ne bomo enega izpustili in zajeli samo 5, ampak bo isti sistem veljal za vseh 6. Res pa je, da naslednja investicija, velika investicija, ki je pred nami, je pa pač investicija prizidka v Sori pri gasilskem domu. Tam so zadeve pripravljene, jaz tudi vem, da ima društvo zadevo tako daleč pripeljano, da me ne skrbi, kako bojo to stvar izvedeli, da bo stvar šla brez problema. Bomo pa res tukaj prvič postavljali komisijo, se dogovarjali, kaj točno sodi v upravičene stroške in to. Tudi to je ena vaja, ki jo bomo zdaj naredili in ki bo potem držala za vse naprej. No, in se mi zdi, da je to edina prava pot. Občina Medvode, Gasilska zveza Medvode in vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev je podpisalo tudi aneks k pogodbi o upravljanju lokalne gasilske službe, ki so jo sicer podpisali leta 2023, prvič za kar 4-letno obdobje.
Občinski svet je namreč v proračunu za letošnje in prihodnje leto zagotovil po 5.000 evrov več sredstev, torej letno po 170.000 evrov za delovanje Gasilske zveze Medvode in prostovoljnih gasilskih društev, za zagotavljanje nadomestila plač med intervencijo in med usposabljanjem, za redno vzdrževanje prostorov in gasilske opreme in izvajanje drugih nalog. Ob tej priložnosti je župan Nejc Smole s predsednikom prostovoljnega gasilskega društva Sora Primožem Šušteršičem podpisal tudi pogodbo za sofinansiranje nakupa novega gasilskega vozila GVC-2. Glede na leta 2019 podpisan sporazum o sofinansiranju nabave novih gasilskih vozil bo občina Medvode tudi v tem primeru krila 70% od skupaj kar 415.000 evrov vrednega vozila, opremljenega po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. S predsednikom Gasilske zveze Medvode Miho Šušteršičem pa je podpisal še pogodbo o sofinansiranju novega mladinskega prapora, ki ga v Gasilski zvezi Medvode, ki letos praznuje 30 let, doslej še niso imeli, s tem pa prevzel tudi botrstvo. Več o pomenu vseh podpisanih pogodb z področja prostovoljnega gasilstva pa, kot rečeno, v naslednji informativni oddaji, čeprav tudi nadaljujemo s podobno temo. Medvoški gasilci so namreč zadnjo majsko nedeljo dobro izkoristili in na zdaj že dobro preizkušeni lokaciji v Tacnu organizirali občinsko gasilsko tekmovanje za gasilsko mladino. Svoje znanje in vrline je preizkusila gasilska mladina, kot običajno, iz Gasilske zveze Vodice in Gasilske zveze Medvode. Tam smo bili tudi mi. Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska tekmovanja tako spadajo med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev. Vse pa se začne že pri najmlajših. In tako so v preteklo soboto prav oni pokazali, kakšno je njihovo gasilsko znanje. Ja, tako kot je to tradicionalno in klasično tekmovanje obeh gasilskih zvez, s tem si delimo tudi stroške tekmovanja. Letos so na vrsti za mladinsko tekmovanje v organizaciji Gasilske zveze Vodice. Jeseni pa se vidimo na Zbiljski Dobravi, kjer bo v organizaciji Gasilske zveze Medvode skupno tekmovanje članov. Danes tekmuje 15 ekip iz Gasilske zveze Medvode, kar pomeni 150 mladih, njihovi mentori in pa tudi kar lepo število njihovih staršev ter obiskovalcev se je že oglasilo na današnjem tekmovanju. Koliko pa je sodnikov in kako poteka njihovo sojenje? So strogi, kaj popustijo, glede na to, da so tudi zelo mladi gasilci tukaj? Ja, seveda v gasilstvu ni popuščanja, pravila so pravila in le-teh se probamo tudi že pri mladih naučiti in tudi držati, tako da nekaj kazenskih točk na vseh teh vajah so. Sodniški zbor je kar številčen, je preko 30 članov sodniškega zbora in iz obeh gasilskih zvez pač dajemo sodnike in v tekmovalni odbor, tako da lahko rečemo, da sploh tekmovanje poteka in tukaj še zraven več kot 50 tistih, ki organizirajo to tekmovanje. Ekipe pionirjev so se pomerile v vaji z vedrovko, štafeti na 400 metrov z ovirami in vaji razvrščanja. Mladinci pa so se preizkusili v vaji z ovirami, štafeti na 400 metrov z ovirami in vaji razvrščanja. Danes smo prišli na tekmovanje gasilcev in smo imeli štafeto, pa na srečo smo imeli brez kazenskih, pri razvrščanju smo imeli 3 kazenske, pa pri vedrovki smo jih tudi imeli brez kazenske, pa 19 sekund. Kako ste se pa pripravljali na tekmovanje? Koliko ste trenirali? A so bili mentori kaj strogi? Niso bili strogi, niso bili nič strogi, ampak smo pa tudi se trudili, da bi prišli na to tekmovanje. Kako ste trenirali za današnjo tekmovanje in kako ste se odrezali? Dobro, ampak tudi na vajah smo se tudi kar dosti hecali, pa tudi nismo bili tako resni. Kaj pa ti je najboljša stvar? Vaje pa pač tekmovanja. Šlo je v redu, pripravljali smo pa se vsak ponedeljek pa četrtek. In je bilo kaj treme danes na štartu? Je. Kako ste jo premagovali?
Ja, ne vem, jaz sem se sam tako zamislila, kakor da nobenega ni pa šlo. Kakšna pa je bila tvoja naloga? Po štafeti, da tečem čez cilj, pa veliko različnih stvari. Kaj pa ti je najljubša stvar pri gasilcih? Ker se družimo skupaj tudi. Tekmovanje ni bilo izbirnega tipa, zato so se zmagovalci na koncu razveselili pokalov in priznanj, regijskega tekmovanja pa tokrat za izbrane ekipe ne bo. Se pa že v mesecu juniju na regijsko tekmovanje odpravljajo nekatere ekipe iz naše občine. Vzdušje je dobro, ekipe so mogoče malce slabše pripravljene, to pripisujemo mogoče tudi temu, da je bilo kar malce slabše vreme v teh času priprav, tako da niso se mogli tokrat ekipe zbrati. Treba pa je omeniti, da saj tiste ekipe iz obeh gasilskih zvez, ki se bodo udeležile državnega tekmovanja v Gorišnici, ki bo 14. junija, da pa so že kar na visokem nivoju, jasno imajo pa še 14 dni časa, da izpilijo vse skupaj. Vsekakor so organizatorji poskrbeli, da je gasilska sobota potekala nemoteno in v pravem gasilskem duhu. Morda se že kdo sprašuje, kaj pomeni lesena sončnica na občinski zelenici ob železniški progi v neposrednji bližini prehoda za Presko. In podobno je tudi ob kulturnem domu Medvode. Napovedujeta, da bosta ti dve parceli v prihodnjih dneh zorani in da bodo na njih posejali sončnice. Gre za akcijo Slovenskih železnic in 10 občin ob železnicah, med njimi tudi občino Medvode. Pod naslovom Sejemo sončno prihodnost preprostim dejanjem setvijo sončnic poudarjajo pomen povezovanja, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Vseslovenska akcija Slovenskih železnic se je začela 20. maja ob svetovnem dnevu čebel. Cilj je, da skupaj z 10 občinami po državi simbolično napovedo setev medovitih rastlin v krajih ob železnici, s čimer simbolično poudarjajo pomen povezovanja, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Včeraj so predstavniki Slovenskih železnic in občine Medvode simbolično napovedali sončno prihodnost tudi v Medvodah. Če sem prav zračunala, je to 7. lokacija, kjer smo se ustavili in simbolično zasejali sončnice kot simbol trajnostne prihodnosti. Sončnica je rastlina, ki se seje ob svetovnem dnevu čebel, ki smo ga pred kratkim praznovali in ki je v polnem razcvetu v septembru, ko praznujemo teden mobilnosti. Obrača se proti soncu, ki je tudi vir sončne energije. Naši električni vlaki vozijo brezoglično, z električno energijo iz 100% obnovljivih virov. In sodelovanje z občinami je tisto, ki pokaže tudi, kako je pomembno pri mobilnosti tudi sodelovati. Vlak sam zase ne more ponujati celovite poti od točke A do B in tukaj v občini Medvode so že zelo dobro pokazali, da so v sodelovanju z nami tudi na železniški postaji omogočili izposojo koles, tudi električnih koles Nomaga. In ta vzajemnost za dobro izkušnjo potnika in občana, to je tisto, kar na koncu ima največji pomen. Poleg prej omenjenega na Slovenskih železnicah pospešeno vlagajo tudi posodobitev voznega parka z nakupom novih tovornih vlakov in načrtujejo samooskrbne sončne elektrarne na železniških postajah ali na nepremičninah javne železniške infrastrukture. S prevzemom podjetja Nomago, enega največjih avtobusnih prevoznikov v državi, pa napovedujejo, da bodo še okrepili vlogo v trajnostni razvoj. Na Slovenskih železnicah poudarjajo, da s ponudbo trajnostne mobilnosti skupaj z lokalnimi skupnostmi oziroma občinami že sicer pomembno vplivajo na razvoj trajnosti v okolju. To je ena izmed teh akcij sodelovanja občine Medvode s Slovenskimi železnicami. Nekaj primerov dobrega sodelovanja že imamo, bi mogoče kaj izpostavili? Ja, smo sodelovali pri obnovi železniške postaje. Mislim, da se je lepo obrestovala. Kolesa so tam, v bistvu nekako omogoča eno trajnostno delovanje. Ja, trajnostno mobilnost. Ja, teh koles bi se želeli po občini več, da iz vseh krajev naše občine pridemo s kolesom do železniške postaje, smo mobilni. Malo za šalo, malo za res, se velikokrat peljete z vlakom?
Vsak dan, res je, vsak dan se peljem v službo z vlakom, imam to srečo, da lahko koristim del poti z vlakom in sploh na tejle progi, ko imamo tudi dvopodne, dvonadstropne vlake, je v bistvu res lepa izkušnja z novimi vlaki. Pred kratkim so člani občinskega sveta občine Medvode sprejeli novo prometno strategijo, v kateri so si za cilj med drugim zadali boljše železniške in avtobusne povezave, bolj učinkovit javni prevoz, za najmanj 2% večje število potnikov na medvoški železniški postaji in večje število večmodalnih točk za lažje kombiniranje in povezovanje različnih oblik mobilnosti. Analiza je sicer pokazala, da se je število uporabnikov železniškega prometa v Medvodah v zadnjih 5 letih bistveno povečala. Leta 2023 so namreč zabeležili 233 134 potnikov, kar je 2,5-krat več kot leta 2019. Podžupan Leon Marjasec je zbrane nagovoril ne le v imenu občine Medvode, ampak tudi v imenu Čebelarskega društva Medvode, katerega član je. In se zahvalil. Sončnice so medovite rastline, ki prispevajo tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti, saj privabljajo opraševalce in prispevajo k zdravemu ekosistemu. V polnem razcvetu bodo torej v septembru, ne le ko praznujemo Evropski teden mobilnosti, ampak ko bodo odigrale tudi svojo vlogo medovite rastline. Res je, sončnice na tem kraju bomo v nedeljo posejali. Sicer ne bo zadosti za vse medvoške čebelarje, ne. Je pa zelo pomembno nasplošno za čebeljo pašo, sončnice, sploh kot cvetijo jeseni, v katerem ni paše, več paše in imajo to hrano lahko za zimsko zalogo. Kakšna je sicer letošnja letina, kaj se obeta glede na trenutno stanje? Trenutno stanje mislim, da bo pod povprečjem, no. Tako da bomo preživeli, so pa težave. Zakaj torej prav sončnice? Jasno, ne le zato, ker so simbol vsega prej povedanega, ker polepšajo podobo kraja, ampak ker poudarjajo tudi pomen lokalne naravne dediščine. Torej veliko bolje, da se razrastajo sončnice, kot pa kakšne tujerodne invazivne rastline. Poročali smo že, da je župan Nejc Smole z direktorjem podjetja V3 Zoranom Vučkovičem v petek 23. maja podpisal pogodbo za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda v vrednosti 3,1 milijon evra, kar je na tem območju Zgornje in Spodnje Senice največja naložba doslej. Tokratno priložnost pa smo izkoristili tudi za vprašanje, kako kaže z obnovo brvi v Vikrčah, ki bo ponovno povezala oba bregova Save, Ljubljanskega in Medvoškega. Tudi v tem primeru je namreč izvajalec del podjetje V3. Pogodba v vrednosti 1,4 milijona evrov je že konec lanskega leta s podjetjem V3 podpisala tako občina Medvode kot tudi mestna občina Ljubljana, saj vsaki od občin leži polovica brvi in bo zato vsaka občina krila približno polovico vrednosti. Sredstva bosta obe črpali iz državnih sredstev za sanacijo po poplavah. In na kateri polovici se zatika? Na ljubljanski. Trenutno imamo še par zapletov, predvsem glede lastnikov, pridobivanja zemljišč. Določene stvari se projektirajo in predsko bo ta zadeva urejena na relaciji projektant-lastniki. Jaz mislim, da bo potem gradnja nemoteno stekla. No. Trenutno je pa tako, no, da na levem bregu so gradbena dela v zaključni fazi, na desnem bregu oziroma na ljubljanski strani pa čakamo, da se uredijo te lastniške zadeve. In kdaj računate, da bo pravi? Mi nekje, ko bo ta zadeva oziroma ta konsens z lastniki dosežen v 5 mesecih, da bi dejansko izvedel to brv. Do konca leta? Da. S
Spet se vračamo k prostovoljstvu. Poročali smo že, da je občina Medvode na prireditvi pod okriljem 26. nacionalnega tedna prostovoljstva v Delavskem domu Trbovlje, ki ga vsako leto organizira Slovenska filantropija, že prejšnji torek, 20. maja, potrdila naziv Prostovoljstvu prijazna občina. Osnovna šola Medvode pa naziv Junaki našega časa. Izjavi predstavnikov obeh smo posneli dan kasneje na prireditvi, ki jo podpirata oziroma na njej sodelujeta obe, na vsakoletni tržnici znanj oziroma paradi učenja. Občina Medvode je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič prejela leta 2018. Letos pa ga je, tako kot 36 slovenskih občin, potrdila, prvič pa so se jim pridružile še 4 nove. V letošnji obrazložitvi je komisija med drugim zapisala, da občina Medvode prejme naziv, ker prepoznava vpliv prostovoljstva in prostovoljcev na razvijanje in povezovanje lokalne skupnosti, ker izvaja in podpira prostovoljske dogodke in aktivno pristopa k promociji prostovoljstva in izrekanju zahval prostovoljcem, ker sistemsko podpira delovanje prostovoljskih organizacij in zgledno umešča prostovoljstvo v strategije razvoja na različnih področjih, med drugim podpira tabornike, zgledno skrbi za okolico in zdravje občanov, skrbi za kulturno dediščino in nenazadnje se povezuje s prostovoljskimi organizacijami na mednarodni ravni. Tokratno izjavo smo posneli na medvoški tržnici znanja. Kaj vam kot podžupani pomeni tak naziv? Ja, težko je pravzaprav povedati, kaj zdaj v tisti prijaznosti. Jaz mislim, da ta prijaznost pravzaprav so ljudje, ki to prostovoljstvo ustvarjajo. Občina je lahko še toliko bolj prijazna, ampak če ni ljudi, ki to ustvarjajo, pomembno je, da to spodbujamo in da to zelo znamo ceniti, ker je to res nekaj, kar prinaša v družbo, bom rekla, neko tisto rast ali pa neko ohranjanje te družbe, no tako. Če tega ni pol, jaz mislim, da brez prostovoljstva nikoli ne bo šlo. Občina je naklonjena temu, da pravzaprav čisto vsa prostovoljstva podpira, ne? Ker mislim, v vsakem prostovoljstvu je nek čar, je neko bogatstvo. Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih je že 10. zapored potekal tudi natečaj Junaki našega časa. Osnovna šola Medvode je bila med tistimi 31 vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, ki so naziv potrdile, 15 pa jih je naziv prejelo prvič. Na osnovni šoli Medvode so v letošnjem šolskem letu izvedli 5 večjih prostovoljskih projektov, s katerimi so učenci dejavno prispevali k skupnosti in svojim trudom dokazali, da prostovoljstvo pomeni srčnost, ustvarjalnost in odgovornost do skupnosti. Na naši šoli se trudimo ta naziv kar obdržati, tako da učiteljice še naprej delajo v tem smislu naprej, učenci radi sodelujejo, še vedno imamo zelo tesne stike z domom starostnikov v Zbiljah, se pravi ob dnevu žena smo nekako jim nesli kar predvsem, mislim, da okrog 200 rožic papirnatih, tako da jih radi razveseljujemo. Potrudimo se, da gre pevski zbor vsako leto tudi 2-krat zapet in to ljudske pesmi, ki jih potem seveda oskrbovanci zelo radi tudi zraven zapojejo. Drugače pa na šoli deluje tudi turistična, se pravi medvoška kuhalnica, tako da ravno ta teden smo tudi kuhali, pa lani smo tudi kuhali. Potem otroke vzgajamo v duhu promoviranja občine Medvode, se pravi, kako bi lahko predstavili našo občino obiskovalcem. Slovenska filantropija je v obrazložitvi naziva Junaki našega časa izpostavila še, da so prostovoljci osnovne šole Medvode v sodelovanju z Rdečim križem zbirali tudi prispevke, sladkarije in oblačila za akcijo za otroški nasmeh, z rednimi papirnimi akcijami pa ozaveščali o pomenu recikliranja in varovanja narave in spodbujali zdravo tekmovalnost med razredi.
Prostovoljstvo na šoli koordinirata Urša Kršišnik in Katarina Černi. Pri projektu Medvoške kuhalnice, ki ga vodi Ajda Stupar, in turističnem krožku pa sodelujeta tudi dva zunanja sodelavca, Jure Galičič in Vanja Ločniškar. Kaj vam pomeni, da imate na svoji šoli junake našega časa? Ja, pravzaprav sem zelo ponosna, zato ker radi kritiziramo, pa zelo neradi pohvalimo. In jaz mislim, da si otroci resnično zaslužijo pohvalo, kadar jo zaslužijo, da to ni pohvala kar tako. Največkrat so naziv junaki našega časa doslej nosili prostovoljci osnovne šole Preska, letos pa ga niso več potrdili. So pa že prejšnji četrtek, 22. maja, ponovno na široko odprli svoja vrata in medse sprejeli krajane, starše, stare starše in vso lokalno skupnost, da spoznajo, kako delujejo in kaj vse delajo. Spoznali smo tudi vse krožke, ki potekajo na šoli, od čebelarskega, kuharskega, športnega, ustvarjalnih delavnic, pa tudi projekta osmošolcev. Preska rešuje izzive. Predstavili so rešitve za številne okoliške, pa tudi rešitve za šolske probleme. Borili pa so se tudi za daljši odmor. Dan odprtih vrat na osnovni šoli Preska poteka že vrsto let. To je za učence in učitelje prav poseben dan, ko staršem, starim staršem, pa tudi vsem krajanom predstavijo dogajanje na šoli. Zadnja 4 leta pa so predstavitve številnih krožkov popestrili še s projektom Preska rešuje izzive, kjer s projekti spoznavajo problematiko današnjega sveta in jo tudi rešujejo. Hkrati pa pridobijo še pomembne veščine. Cilj tega projekta je, da se učenci učijo nekoliko drugače in sicer na različnih področjih prepoznavajo nek problem sodobne družbe in iz tistega problema potem najdejo neko rešitev. In rešitve ste si lahko danes tukaj ogledali, rešitev je 21, toliko kolikor je tudi skupin, to pripravljajo osmošolci. Ob tem pa poleg tega, da se učijo matematiko, geografijo, biologijo, kemijo in tako naprej, v resnici se učijo sodelovati, reševati problem, kritično razmišljati, brskati po vejih in tudi kritično presojati na ta način. In pravzaprav, kar se mi želimo in zaradi česar tudi ta projekt nadgrajujemo in zagotovo bo tudi naslednje šolsko leto, je, ker učenci razvijajo veščine, za katere menimo, da so res pomembne v življenju. Osmošolci so na področju hitre mode izdelovali različne ovitke za očala, pri čemer so se povezovali s centrom starejših občanov. Pripravili so tudi izmenjevalnico oblačil, na področju plastike izdelovali uhane iz mleka, kisa in škroba, nagovarjali k pouku v naravi, se borili za daljši odmor, ozaveščali o onesnaženosti reke Sore in s pomočjo različnih plakatov delili napotke, kako se spopadati s stresom ob koncu šolskega leta. Projekte so predstavili pred ocenjevalno komisijo, tako da so krepili tudi veščine javnega nastopanja. Ta projekt poteka pravzaprav od septembra in na začetku so osmošolci tako, to res moramo, na ta način, vendarle pa potem skozi celo šolsko leto in današnji nastop in predstavitev, to je res za njih ena taka nagrada in pravzaprav na nek način nagrada njim, da so se pokazali in da so bili tako pogumni, da so se predstavili, ne samo nam učiteljem, ampak tudi staršem in lokalni skupnosti. In zdaj, ko sem hodila med učenci, ko so prišli s predstavitev, so zelo veseli in navdušeni in ponosni nase, da jim je uspelo predstaviti. V projektu je sodelovalo 7 mentorjev, ki učence spodbujajo in pripravijo literaturo, da so lažje prepoznali probleme in našli rešitve. Pri tem jim je pomagala tudi tehnologija. Kako pa se vam zdijo mogoče učenci, da je vedno več te tehnologije? Se vam zdi, da so vseeno bolj odprto usmerjeni v primerjavi s prejšnjimi leti pri takih projektih? Ja, pravzaprav tehnologija na nek način je pot v svet, pri katere pač učenci najdejo informacije. Zagotovo je pa pomembno, na kakšen način uporablja tehnologijo in to je tudi za nas učitelje tukaj priložnost, da učence učimo, kako se soočati s tehnologijo. Tako da v vseh teh dneh, mi smo imeli 5 dni v pouku,
današnji za te osmošolce 6. dan, kulturni dan. Ja, in se pogovarjamo o tem, kako na kakšen način telefon uporabljati. Tako da zagotovo jim je bila tehnologija v pomoč, seveda pa na kakšen način. Kateri projekt pa je bil ravnatelju posebej všeč? Mi je dala pa veliko za misel naloga, s katero učenci nekako vabijo stran od zaslonov, računalnikov, telefonov. Torej tudi že mlajše generacije čutite, da je pravzaprav to en velik problem in da se ga splača reševati skupnimi močmi. Šola je zagotovo tudi eden izmed prostorov, kjer je to reševanje na mestu. Na kakšen način pa to rešujejo? Povratek v naravo, branje, aktivnost, šport, narava. In to je recept za uspeh, ker s tem povratku v naravo, branje, pogovarjanje in komunikacija. S tem se vračamo k prvinskosti, k tistim osnovnim človeškim vrednotam ali pa aktivnostim, ki nas delajo tudi skupnost. Pa še predstavitve učencev. Midva tukaj predstavljajo interaktivno učilnico v naravi, ki smo jo naredili za ta preska rešuje izzive. In noter je tako v naravi, so pol točke interaktivne. Naprimer točka o potočnem mraku in tam lahko imaš naloge o potočnem mraku, pa izveš različne zanimivosti. In to ste kaj, dobili literaturo, ste jo same našle in potem ste kaj naredili kot nek dokument o vseh teh stvarih? Ja, najprej smo poiskali podatke in potem smo naredili neko točko in potem smo jo vnesli na tak spletni zemljevid, kjer lahko dostopa do te točke. Pa vaju zanima v bistvu to? Ja, zelo, zato ker bomo izboljšali k temu, da se učenci učijo tudi v naravi, ne da smo samo v učilnicah. Dekleti sta sestavili točke po preski z namenom učenja o rastlinah in živalih, ki spremljajo našo okolico. Kaj pa fantje? Odkje je ideja, da ste se odločili za ta projekt? Ja, nas združuje kopanje, ker se kopamo skupaj polet večino in nas moti onesnaženje kopališča. Kako bi rešili ta problem? Da bi z temi plakati, ki jih imamo tukaj, da bi opozorili ljudi, pa da bi jih dali tja ob kopališče, da bi čim več ljudi opozorili, da naj pobere za sabo smeti. Prosili bi občino, da namesti koš za smeti, take bi pa objavili na Instagram. Prosimo meščane, da ne raje odnesi kot prenesi, ni treba, da tam pušča smeti, če je možno jih odnesi še kakšno več in to je to. Zavzemali pa so se tudi za spremembe glede delovanja šole, natančneje odmora. Da v bistvu razširimo naš odmor, da ga podaljšamo, zato ker se nam zdi bistveno prekratek odmor, da gremo lahko malo ven, pa da se igramo, pa bi tudi imel večjo koncentracijo tudi med poukom. Ja. Koliko pa je dolg vaš odmor? Glavni 15 minut, tako te, ki so pa vsako uro pa 5 minut. In kakšna je želja, iz 15 na koliko? Ja, dal bi ga na pol ure in pol bi pač tudi prej pouk začel, ob 8 namesto 26. In pač se bi hodili ven iz šole in bi pač ujeli vse buse, če jih imajo. Kako pa vama grejo ti podpisi, so učenci za ali ne? Super, ja, vsi so za. Vas ne moti, da boste mogli pol prej vstajati? Niti ne. Kot rečeno, pa se je na dnevu odprtih vrat predstavilo tudi delovanje šole. Krožki vseh učencev od 1. do 9. razreda, od čebelarjev, vezenja, ustvarjalnih, kuharskih in multimedijske delavnice. Mnogi pa so se ustavili ob risbah Taisije Kabovske, ki je vsakega, ki je želel, narisala in s tem zbirala prostovoljne prispevke za v leto. Drugače rišem od takrat, ko se spomnim sebe. Navdih imam od vsega, od ljudi, od narave, od čustev in ful rada imam res, rišem. Ja. Kaj ti predstavlja risanje, nek odklop? Risanje mi predstavlja, bi rekla, že kot del mojega življenja, ker ne vem, najboljše mi gre prav pri risanju in sem ful ponosna, da sem že naredila take dosežke do zdaj. Pol je tudi učiteljica likovne ponosna, ne? Ja, ful je ponosna, on je reče, da za vse svoje učenja ni nikoli še videla take talentirane učenke. Torej, dogajalo se je veliko, vse skupaj pa so povezali s kulturnim programom. Tako druženje pa ni pomembno le za učence, učitelje in starše, ampak tudi za kraj, presko, za okolico in krajane, da izvedo, kdo sploh so.
Letos pa so naredili novost, da so posebno povabili tudi starše bodočih prvošolčkov, da se spoznajo s šolo. V Kulturnem domu Medvode smo se prav tako že prejšnji četrtek, 22. maja, udeležili okrogle mize o trenutno najodmevnejši seriji Adolescenca, ki se predvaja na Netflixu. Britanska serija obravnava umor 13-letnega dekleta in obtožbo 13-letnega fanta in odpira težka vprašanja o seksističnih predsodkih, nasilju in kulturi najstniških fantov. Dogodek, ki ga je organiziral Javni zavod Sotočje Medvode, je vodila psihoterapevtka Ksenija Kos. Z gosti dr. Miho Mazinjem, dr. Andrejo Poljanec, magistrom Urošem Metljakom in Borutom Maroltom so razpravljali o vzgoji mladih in navsezadnje tudi odraslih v sodobni družbi. Adolescenca je prehodno razvojno obdobje med otroštvom in odraslostjo, v katerem mladostnik oblikuje svojo identiteto, vrednote ter samostojnost, hkrati pa se sooča z intenzivnimi čustvi, telesnimi spremembami in vplivi okolice. Serija sledi zgodbi 13-letnega Jamija, ki ga arentirajo zaradi umora sošolke Katie. Serija se ne ukvarja z vprašanjem, kdo je kriv, temveč zakaj se je nekaj takega sploh lahko zgodilo. V 4 epizodah tako brez olepšav razkrije družbeno ozadje, radikalizacije mladih fantov, vpliv internetnih vsebin in toksične moškosfere, ki jih uči sovraštva do sebe in drugih. Kako pa internet vpliva na mlade, pojasnjuje Uroš Metljak. Jaz, ko grem na splet, nekaj dobim nazaj in tisto nazaj ni odziv človeka, njegove čustvene reakcije, ampak nek tekst, ki si ga jaz po svoje prevedem. V meni je drugačna reakcija in jaz se zato odzovem drugače. In zdaj, če je ta reakcija na drugi strani 100 enih slik, kakšen jaz moram biti, ali pa če je reakcija neka sodba mojega vrstnika in jaz vidim, da je to normalno, da tako sodim vrstnika. Tudi če jaz tega do zdaj nisem izvajal, nisem imel tega impulza, nisem imel tega zgleda, bom videl, da je to normalna komunikacija. Bodi se bom bal tega, da bom jaz deležen, bodi si bom jaz začel tako komunicirati. In ni več impulzov, ki jih prinese očesna komunikacija, ker bi jaz lahko videl, kako se druga oseba počuti, kako se odzove na moje reagiranje. Obenem pa jaz takrat ne razvijam tudi razumevanja sebe, sočutja do sebe, ker nimam odziva drugih, razen pisnega seveda. Tako da na čisto drugačna komunikacija, ki se mi tega sploh ne zavedamo in če postane prevladujoča, v bistvu vpliva na to, da se drugače razvijamo, poenostavljeno povedano. Miha Macini je ob pogovoru za okroglo mizo dejal tudi, da je ravno bistvo otroštva to, da je otrokom nekaj prepovedano, torej da jim ni vse dovoljeno. Zakaj pa se potem sploh pogovarjamo o tem, ali jim lahko vzamemo telefone v šoli ali ne? Jaz sem zelo za ta zakon, da v šolah ni telefonov, pač med poukom seveda, da jih ni. Kar se pa tiče znotraj družine, pa vzgaja se edin zgledom in z jasnimi pravili. Smiselnimi pogovori, ne kaj si oblekel, kaj si jedel, kaj si to, ampak smiselnimi pogovori, predvsem o čustvih. In tudi odrasli se slabo znajo pogovarjati o svojih čustvih. Tako da se pač otroci nimajo to ponavadi kje naučiti. Dejstvo je, da ustanovitelji družbenih omrežij svojim otrokom prepovedujejo uporabo prav njih, zato za tem očitno stoji nek razlog. Mlajši kot otrok bolj umet. Pika. Se pravi, da je to naša naloga. Jaz še bolj strogo rečem, da ko damo otroku mobitel v roke, napravo, potem lahko ta mobitel postane ugrabitelj. Vidimo že iz tega, ko jaz prosim, da je odloži telefon, da se pogovorim s tabo, da boš jedel brez in tako naprej. Se pravi, jaz zdaj prosim, da bo nehal ta vpliv biti, da bom jaz lahko imel na otroka vpliv. Jaz rabim imeti vpliv, jaz rabim imeti stik na otroka, da on lahko ob meni zori, da se nekaj med nama dogaja. Tako da osnovna je ta, da starš prevzame odgovornost, da bo otroka dolg časa nadzoroval količine uporabe aplikacije in se tudi pogovarja o tem. Skratka, da ni nadzora, da ni dovolj to, da se samo malo pogovarjam, kaj je gor, na čem je gor, ampak da sprejmem odgovornost, da recimo neke aplikacije ne bom do nek časa odobril. Odvisnost od telefonov, v katero smo zdrsnili v zadnjem desetletju, ne zmanjšuje le naše sposobnosti koncentracije in poglobljenega mišljenja, ampak se kaže tudi v najnevarnejših posledicah na razne grozljive načine, kot je obravnavano v seriji Adolescenca z umorom. Glavni lik Jamie ni psihopat, ki bi se rodil brez empatije ali bil deležen zlorab. Jamie je produkt in zrcalo širše družbe. Na vesti ga imamo vsi.
Je fant, ki je zakorakal v najstniška leta in je idealna žrtev moškosfere vsemi škodljivimi dogmami o ženskah in odnosih med spoloma, ki jih spoznamo na spletu. Danes je v sodobni družbi povsod je ta, da je nekomu dolgčas strahota. Joj, dolgčas mi je in zdaj panika. Dolgčas ni nič slabega. Je dejansko res, da če jim otrokom dolgčas se bodo spomnili ponovadi kakšno neumnost. In tle je treba malo popaziti, kva se bodo spomnili. Drugače pa zdaj velika srečna rešitev je, če bo otrok nekaj, kar smatra, za smiselno delo. Ali da rad riše, ali da se za nekaj zanima, da je nek športnik, to je super, ker če ima smiselno delo, bo to počel, naj počne. Zdaj, najslabše je pa seveda da mu je dolgčas in potem neke neumnosti prebira na internetu. Pa ga bo pogotnila neka črna luknja algoritmov računalniških. Splet oblikujejo algoritmi. Ti opazujejo, kaj gledamo, če jim posvečamo več pozornosti in nam nato prikazujejo vsebine, ki nas bodo zadržale pred zaslonom. Uporabnik se tako znajde v mehurčku. Vidi le tisto, kar mu je všeč, zato hitro verjame tudi lažnim novicam, težje loči resnico od neresnice in ne razvija kritičnega mišljenja. Pomembno je, da se tega zavemo vsi, tako mladi kot tudi starši. Treba jih je res malo podučiti, kar ne. Zdaj reče, v šoli bomo imeli računalništvo in pa jih učijo programirati. To danes počne umetna inteligenca, to ne rabijo več ljudje vedeti v glavnem. Morajo pa jih naučiti, ko so lažne novice, prave novice, kako ločiti to, desno, umetno inteligenco, te posnetke, deepfake, to je 100 stvari, ki morajo mulci vedeti in jih v glavnem ne vejo. Mislim, tudi starši bi jih mogli vedeti, pa jih še manj vejo. Med ogledom serije se tudi gledalec znajde v šoku. Vsaka od 4 enournih epizod serije je posneta v enem samem neprekinjenem kadru, tako da okolico spremljamo kot v resničnostnem času, brez rezov in preskokov. V gledalcu vzbuja strah, kar je prav, zatrjujejo naši sogovorniki. Na starših, starih starših, učiteljih in trenerjih je, da jih z zgledom vzgajamo in na vse zadnje, da smo tam za njih. Otroci, ki se doma dobro počutijo, se lažje znajdejo v svetu, pojasnjuje psihologinja Andreja Poljanec. Če starši zmoremo imeti z otroki, pa potem tudi z mladostniki en tak živ, pristen odnos, kjer se v grobem zaupa drug drugemu, kjer se lahko tudi skupaj hecamo, pogovarjamo o stvarih, skupaj povečerjamo, skupaj kaj počnemo, kaj navihanga ali pa kaj bolj resnega. To je ena taka zelo bogata dota za potem v življenje naprej. To je zelo jasno dokazan, tako da mladostniki, ki nimajo te sreče, bi rekla, da bi imeli starše, ob katerih bi se lahko tako počutili, so veliko bolj ranljiva populacija. Dodaja, da se 75% duševnih motenj razvije prav v mladostništvu. Starši pa imajo to odgovornost, da se svojih motenj zavedajo, jih razrešijo in jih poskušajo ne prenesti na mlajšo generacijo. Vsaj približno 50% stisk je enkratnih v življenju. Približno 50% se jih pa potem kasneje še ponovi. Pa tudi tiste se potem še lahko ob dodatni obravnavi, ko si odrasel, pa si lahko še v bistvu sam poskrbiš za obravnavo, marsikdaj, bi rekla, kakovostno razrešuje. To ne pomeni, da ne boš nikoli v stiski, ker smo vsi kdaj v stiski, ampak da boš se naučil, kako s to stisko boljš mogoče rokovati ali pa kako jo ne še takrat poglabljati, ampak najdati neke načine, strategije, odrasle ljudi, ki ti bojo pri tem pomagali. Že majhne spremembe staršev, kar se tiče preteklih travm, bodo otrokom naredile veliko, dodaja Uroš Metljak. Če imam jaz težave s tem, da mene otrok ne uboga in se odzovem agresivno, je fajn, da pogledam, zakaj imam jaz. Hočem biti otroka prijazen, nočem, da zdaj ga kaznujem za vsako stvar, ampak meni se nekaj zgodi. Jaz zdaj že delam nek način na svoji travmi, se pravi, včasih sem bil kaznovan, moji starši, stari starši in tako naprej, je bila neka hladnina, je bila tiha maša, zdaj pa jaz to ozavestim pa rečem, ta impuls v meni je premočen, moram nekaj s tem narediti, s tem že vplivam lahko, da se otroku čez pol ure opravičim, moje izkušnje pa čez 2 dni ali pa nikoli. Da sploh priznam napako, da povem, da mi je žal, da sem mu karkoli sem že naredil, da vidim njegova čustva, nisem hotel biti tako jezen nate, ker takrat sprejemam odgovornost in to je nek način že prekinitev, da se ta travma naprej.
lahko prenaša. Kaj pravzaprav mladostniki v tem obdobju zares potrebujejo? Vedno rabijo družiti se z vrstniki in to jih dela žive, dobijo tudi zabavne ideje, zato ker se morajo skozi nekako dobro počutiti, tudi malo dokazovati in se na ta način izgrajuje tudi boljša samozavest, samopodoba, tako da druženje z vrstniki je zagotovo ena taka prednostna zadeva za mladostnike. Potem zelo pomembno je, kar se odnosov tiče, da imajo pa tudi vsaj enega odraslega rajši več, ki jim uspejo zaupati, s katerimi se pa lahko pogovarjajo o bolj globokih zadevah ali pa resnih zadevah, se odločajo o kakšnih stvareh, tudi manjše drobnarije, recimo glede šole ali pa kakšnega pisanja elektronske pošte komu ali pa se kaj upravičati ali pa kaj bi študirali ali pa kire krožke bi imeli. Kaj pa recept za vse odrasle? Če bi en recept lahko dal, bi rekel priznati napako in se opravičiti. Zmotno staro prepričanje, da s tem izgubimo avtoriteto, da s tem otroku neko gotovost damo, ravno obratno, pokažemo, da je vreden, da je v tem smislu njegovo čustvo tudi primerno naši reakciji. Se pravi, prizadetje nekega boli, zato ker sem jaz nekaj narobe postopal. Drugo so čustvovanja, kadar je prizadet, zato ko mu nekaj ne kupam in tako naprej. Tam se ne rabimo opravičiti. Kadar pa jaz naredim odnosno napako, pa absolutno priznati napako in se opravičiti. Poročali smo že o sestanku upravnega odbora KUD-a Jaram, na katerem je predsednik Roman Veras ostalim članom predlagal, ti pa so predlog z dvigom rok in s cmokom v grlu potrdili, da gredo v postopek ukinjanja društva. Veras je naštel kar nekaj razlogov za tak predlog, predvsem pa letošnji kulturni razpis, saj za 3 sekcije niso prejeli nobenih sredstev. Že drugo leto zapored niti za tradicionalna likovna extempora, niti za letošnji projekt likovnikov za promoviranje Aljaževine. Tudi ta izraz Aljaževina javnemu zavodu Sotočje, ki upravlja stavbo, ni po volji, saj promovira izraz rojstna hiša Jakoba Aljaža, medtem ko Jarmovci vztrajajo pri svojem. Eno je rojstna hiša Jakoba Aljaža, Aljaževina je pa vse, tudi trta in prireditveni prostor pred njo. Skratka, s to temo smo ponovno odprli stare dileme sofinansiranja kulturne dejavnosti, pa tudi vprašanja okrog Aljaževe rojstne hiše. Na občini Medvode so nam pismeni odgovor pripravili v sodelovanju s predsednikom komisije, to je bil Gregor Rozman in javnim zavodom Sotočje. Roman Veras, predsednik KUD-a Jaram, ki je ostalim članom upravnega odbora v začetku meseca maja podal predlog za ukinitev društva, je sicer nanizal kar nekaj razlogov, zakaj je temu tako. Kot glavni povod za ukinitev društva pa je vendarle navedel letošnji kulturni razpis. Kar zadeva pa nas, nismo letos prejeli nič za likovne dejavnosti, niti za 3 projekte, oba extempora in likovniki združeni za promocijo Aljaževine, nič nismo dobili za ljudke, nič nismo dobili, ni dobila mlajša literarna sekcija, čeprav tam ne gor vadi. In zdaj pa tista nerazumna odločitev komisije. Namesto 100% pokrivanja, tako kot je to do zdaj bilo, najemnine smo prejeli samo 80%, kar posledično pomeni, da od meseca septembra rečemo nasvidenje Aljaževa rojstna hiša. Nimamo prostora, kjer bi lahko delovali. Na občini Medvode se našemu uredništvu zahvaljujejo, da smo jim sporočili namero o ukinitvi KUD-a Jaram, ki jih žalosti. Citiram, saj bi s tem izgubili eno od 12 aktivnih kulturnih društev v naši občini. Konec citata. Očitno pa ta aktivnost ni razvidna iz njihove prijave na e-javni razpis, ki pa vendarle zahteva tudi nekaj več e-pismenosti in razumevanje razpisa. Tudi zato, tako pojasnjujejo na občini Medvode, je javni zavod Sotočje pri prijavi na razpis vsem društvom ponudil pomoč, tudi KUD-u Jaram, pa ta za pomoč ni zaprosil. Kot pojasnjujejo na občini Medvode, prej omenjene 3 sekcije niso dobile nič sredstev,
če jih citiramo, bodisi zaradi napačno ali nepopolno izpolnjenih obrazcev. Zato v celoti zavračajo odgovornost za nastalo situacijo. Hkrati pa od vodstva pričakujejo, da bo člane seznanilo z dejstvi in prevzelo odgovornost za svoje napake. Iz prijave je sicer razvidno, da društvo za 2 sekcije, likovno in lutkovno, kljub temu, da sta bili lansko leto sofinansirani, ni navedlo podatkov o lanskoletni produkciji. Za mlajšo literarno sekcijo Bezeg, ki pa lansko leto sicer ni bila sofinansirana, pa k prilogi ni priložilo zahtevane izjave o delovanju sekcije. V našem uredništvu lahko dodajamo sicer le, da je ni sekcije kulturnega društva v občini, o delovanju katere bi v zadnjem letu poročali več kot ravno o Bezgovcih. Če povzamemo, komisija se striktno drži razpisanega postopka in 20 let starega pravilnika o sofinansiranju kulturnih dejavnosti v občini Medvode in sprejetih meril in kriterijev, ki se zadnje čase niso spreminjali. Zato se je legitimno tudi nam zastavilo vprašanje, kako to, da sta bila oba likovna ekstempora v organizaciji Kuda Jaram do pred 2 let sofinansirana, sedaj pa ne več. Iz občine Medvode odgovarjajo, citiram, da je razpisna komisija zaradi preprečevanja subjektivnosti ter uvajanje integritete pri odločanju v zadnjih letih sprejela točkovanje znotraj meril iz pravilnika in še, da v postopku točkovanja komisija določi najnižjo mejo točk, da bi bil program še sofinansiran. Torej, poleg sorškega likovnega ekstempora, ki ima več kot 30-letno tradicijo, sta bila prenizko ocenjena tudi oba ekstempora Kuda Jaram, čeprav oba običajno z lepo udeležbo, kompetentno strokovno komisijo, pospremljeni tudi z izobraževanjem na določeno temo in z upodobitvijo številnih medvoških motivov, poleg povezovanja. Zato smo odgovorne za kulturni razpis zaprosili tudi za komentar sledeče Verasove izjave. Jaz ne bom govoril o tem, da je bila komisija pristranska, ni bila kako, verjetno ne mogla delati po teh kriterijih, ki so blesavi in se je več ali manj tako išlo. Me pa zbodil v oko nekim. Mi, kot društvo, nismo dobili za likovno delovanje nič. Medtem ko ti pa ena gospa za neko predstavo, tukaj ne predstavo, neko razstavo tukaj, dobi 2000 evrov. Kje je logika? Odgovorni za javni razpis na občini Medvode so nam posredovali točkovnik za oba načrtovana ekstempora Kuda Jaram, 7. ekstempore Hraše z naslovom Imam krompir in 9. ekstempore Alja Živina Oh, mladosti moja, kot tudi za prej omenjeno razstavo. Gre za razstavo pripotovanja v odprtem razstavnem prostoru rojstne hiše Jakoba Aljaža, avtorice Škofjeločanke Mateje Kavčič pod okriljem zavoda CCC. Iz točkovanja je razvidno, da je slednja dosegla potrebnih 20 točk za sofinansiranje, res pa, da le za las, in tako pridobila 2000 evrov sofinansiranja. Jarmova ekstempora za razstavo pa nista prejela dovolj točk in ostala brez vseh sredstev. Roman Veras je bil na seji upravnega odbora Kuda Jaram že sicer jasen, da gre občinska kulturna politika v smeri profesionalizacije kulture in večjo podporo tistim, ki živijo od kulture, in da so bili tudi vsi dosedanji razgovori o spremembah pravilnika ter kriterijev in meril zgolj voda na mlin profesionalizaciji. Odgovorni za javni razpis na občini Medvode tovrstne trditve zavračajo. Nasprotno, v odgovoru so zapisali, da so proračunska sredstva namenjena ohranjanju in nadgrajevanju kakovostnih ljubiteljskih kulturnih vsebin in da so temu namenjena tudi sredstva, ki jih prek razpisa prejmejo tisti prijavitelji, ki se poklicno ali poklicno ukvarjajo z umetnostjo in kulturo, saj, kot so zapisali, citiram, vzgajajo kulturno publiko, ljubitelje poučujejo, so njihovi mentori ali vključujejo v svoje dejavnosti, skrbijo za visok nivo kulture v skupnosti. Dokaz, kako poklicni mentori učijo ljubiteljske ustvarjalce, da ti uspešno sodelujejo na regijskih in državnih srečanjih, so navedli prav 3 likovne sekcije Kuda Zbilje, ki jim je komisija letos namenila skoraj 10 000 evrov.
V našem uredništvu dodajamo prav to, da je bil Kud Jarem doslej sinonim za tovrstno meddruštveno sodelovanje. Rešitev, v katero že skoraj ne verjamem več, ker sem jaz že večkrat povedal, je prvič, da prevzame zadevo spremembe kriterijev in pa pravilnika v roke župan. Ne mislim njega osebno, ampak mora vzeti v roke komisijo občina. Občina mora imenovati po 2-3 strokovnjake od vsake sekcije, ti pa se bodo že na osnovi pameti se hudiča odločili tako, da bojo izločili vse, kar je nebistvenega in lažnivega, kar povzroča laži v prijavljanju, kontrole ni. Skratka, občina je tista, to ni niti Zavod Sotočje, niti OKZ, ampak občina mora vzeti v roke spremembe teh dveh kriterijev in pa pravilnika. Pa če zdaj je en žakelj, iz tega istega žaklja se daje tako tem, visokim kulturnikom, seveda bojo te več ali manj pobrali vse, ker nismo mi toliko kvalitetni, recimo. Ločiti sredstva za ljubiteljsko dejavnost in ločiti sredstva za profesionalno, za SPE, za tiste, ki se profesionalno ukvarjajo s kulturo. Kakšna bo razdelitev, to je stvar občine, to se ne spušča. Glede na Verasov predlog, naj se sredstva delijo na ljubiteljska in poklicna, pa odgovorni za razpis pojasnjujejo, da je to že dlje časa upoštevano. Tako imenovani poklicni kulturniki namreč lahko kandidirajo le za sredstva namenjena projektom, ne pa tudi za sredstva namenjena rednemu delovanju društva ali sekcije. Teh je bilo na letošnjem razpisu razdeljenih nekaj manj kot 70 tisoč od skupaj 118 tisoč evrov. Na občini Medvode nadalje ugotavljajo, da imajo društva, povezana v občinsko kulturno zvezo, deljena mnenja, kako in ali sploh preoblikovati pravilnik ter merila in kriterije razpisa. Nadalje pritrjujejo, da bodo, ker posamezna društva nimajo strokovnjakov za tovrstna dela, pravni postopek sprememb vodili na občini, da pa pričakujejo, citiram, že več kot 10 let konkretne usklajene predloge popravkov strani kulturnikov seveda in da na parcialno lobiranje posameznih predsednikov društev ne bodo pristali. Na občini Medvode že sicer ugotavljajo, da Kud Jarem v letošnjem letu ne načrtuje niti evra lastnih sredstev za svoje delovanje in aktivnosti in da torej ne razume pomena sofinansiranja kulturne dejavnosti. In še, da praksa drugih kulturnih društev kaže, da del sredstev pridobivajo tudi iz članarin, vstopnic, donacij in drugih virov. Dodajajo še, da to velja tudi v zvezi s stroški in investicijskim vzdrževanjem prostorov v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Njena lastnica, da je občina Medvode, upravljalec pa javni zavod Sotočje in kot so zapisali v odgovoru, citiram, lahko skladno z veljavnim cenikom in upoštevanjem programa v rojstni hiši objekt najamejo vsi kulturni ustvarjalci. Dodajajo še, da je dolgoletni in največji najemnik sicer res Kud Jarem, ki pa mu, za razliko od nekaterih drugih kulturnih društev, ni potrebno skrbeti za redno in investicijsko vzdrževanje objekta, hišniška opravila in celotno skrb nad prostorom. Tudi zato le 80% zaprošenih sredstev za najemnino. Predsednik Kuda Jarem, Roman Veras, je kot enega od temeljnih razlogov, zakaj predlaga ukinitev društva, dejansko navedel tudi to, da jim je na nek način onemogočeno še naprej opravljati svoje poslanstvo, torej promovirati Jakoba Aljaža in njegovo rojstno hišo, zaradi česar so, tako Veras, pred 13 leti tudi ustanovili društvo in z objektom s privolitvijo takratnega župana Stanislava Žagarja tudi upravljali. Sprejemali so obiskovalce rojstne hiše, šolarje, vrtičkarje, tudi po več tisočletno, je še dodal Veras. Izpostavil je še, da so naredili film o Jakobu Aljažu, ki je bil med drugim predstavljen tudi izven meja občine, da so imeli lutkovni oder Aljažek, za katerega po novem ni več prostora, saj se morajo tako prostorsko kot časovno prilagajati aktivnostim javnega zavoda Sotočje.
Ponosen pa da se je pod okriljem Jarma pripravilo več odmevnih razstav in gradiv, tudi z področja oblačilne dediščine, pa tudi na to, kako so pred leti opremili samo hišo, osrednji prostor v rojstni hiši Jakoba Aljaža, z vezaninami, bohkovim kotkom in vsem, kar v kmečko hišo sodi. Izpostavil je še, da je bil sam član komisije, ki naj bi bdela nad opremo hiše in posledično torej tudi nad programom. Je etnolog, umetnostni zgodovinar in ljubiteljski slikar. Mi smo se na osnovi ostankov iz te hiše, od te omare, po tiste mize, ki je gor, pa to, že zmenili, da se bo ta pohištvo delal v tem stilu, da spet dobimo res eno podobo hiše, kot je nekoč bila. In kaj je rata? Ona ogaba, pohištvo samo po sebi lepo izdelan, ampak pa še pa tukaj noter, tako vam povem, kot kravi sedel. Ko je prišel doktor, profesor Bogataj, sem rekel, ti veš, kaj pa zdaj, ko pogledaj, tudi dele pravijo, da je to že gostinska soba, pa gledam, kol pravi, da je nekaj, kak je gostinska soba, to je Aljaževa lovska soba, pogledaj, prestreljene firenke, ne. In še, da se ne misli več podajati v boj z mlini na veter, lahko pa to prevzame kdo drug. Bistvo nam je onemogočilo, dušo so nam pobrali. V javnem zavodu Sotočje menijo drugače, da nikoli niso omejevali programskih vsebin ali delovanja KUD-a Jarm, celo nasprotno, da cenijo njihov prispevek in da si prizadevajo, da bi prostor ostal odprt za raznolike vsebine, ki obiskovalcem ponujajo vpogled v življenje in delo Jakoba Aljaža. Po novem je javni zavod Sotočje rojstno hišo Jakoba Aljaža odprl za obiskovalce enkrat tedensko, vsako soboto. To soboto smo bili s kamero tam tudi mi in potem še v torek, da si ogledamo novo pridobitev, hologram Jakoba Aljaža. Več o tem, kaj lahko obiskovalci doživimo v rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu, če jo obiščemo eno od sobot, in tudi kakšne smernice vse je bilo potrebno upoštevati ob opremi hiše in oblikovanju vsebin, pa v naslednji informativni oddaji Sabino Spanjol in Anjo Stare Zornada iz javnega zavoda Sotočje. Če vas zanimajo še kakšne podrobnosti o sofinanciranju kulturnih dejavnosti, si lahko sklep o tem ogledate na občinski spletni strani. V drugi polovici maja smo v Domu krajanov Sora, organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ljubljana okolica, lahko prisluhnili večeru lepih zborovskih pesmi v izvedbi zborov iz naše in okoliških občin. Pevski zbor je več kot le množica glasov, je odmev čustev, skrita moč besed, ki skozi melodijo zaživijo na novo. Revijo je strokovno spremljala Andreja Martinjak. Ko zbor zapoje, se zdi, da svet za hip obstane in zadiha z njim. Poslušalci smo tako uživali v nastopih, ki so po času stagniranja zaradi korone ponovno razveseljevali z ubranim petjem 9 zborov, 9 malih skupnosti, ki združujejo ljubitelje lepe slovenske pesmi. Kajti obuditi zbor ali ustanoviti novega ni enostavno. Ja, verjetno je težje v mlajših zborih, ko so mlajši pevci ali pa recimo otroških, mladinskih, ko je ta, kako bi rekla, ko je teh dejavnosti, kjer se lahko vključujejo res več, tudi te razni telefoni in socialna omrežja, kjer je vse na prvo žogo. Se mi zdi, da v teh starejših pevskih zborih ali pa bi rekla zrelih, pa mislim, da ljudje tudi že sami pridemo do tega spoznanja, da sam človek ne moreš obstati. Mi potrebujemo drugega, potrebujemo pesem, potrebujemo srečanja, dobro voljo in pevski zbor je ena taka dejavnost, kjer vse to človek dobi. Nekaj daš, veliko več pa prejmeš. Na vseh 3 srečanjih pevskih zborov je JSKD Ljubljana okolica. Poleg tega srečanja v Sori je v Podpečji in Dolskem zapelo še 17 drugih zborov, so dokazala, da je negativni trend, ki ga je zborovskemu petju prizadejala korona, minil. Korona je res kar močno posegla in še vedno se čutijo posledice. Mnogi pevski zbori so že zaključili s petjem ali pa so zelo okleščeni, ampak tako kot ste res ugotovili in opazili, res je letos je ta zagon pevski spet, tudi po drugih krajih,
v razmahu, zbori postajajo številčnejši, kvaliteta se je tudi dvignila, ker v bistvu zaradi korone je padla, a ne. Ampak zdaj spet lahko opazimo povsod, no, ne samo tukaj, no, da se spet v neke stare tirnice, zborovodi so neutrudni, iščejo nove stvari, stare, nove programe, no, tako da mislim, da se nam ni bati. Vsi zbori so nas razveselili z ubranim petjem. Videti je bilo zadovoljne nastopajoče, še bolj zadovoljni pa so bili tudi poslušalci, ki so obiskali koncert. Saj je bil večer res navdušujoč. Odlična je bila tudi skupna pesem, ki so jo vsi pevci zapeli skupaj na koncu. Nebo z besedilom Gregorja Strniša in v priredbi Jožeta Privška. Zelo lepi programi, zelo lepo pripravljeni pevski zbori. Letos so imeli samo 2 pesmi, to je novost, ampak tudi v bistvu z obema pesmima so lahko pokazali široko paleto sposobnosti, ki jih zbor premore, in sem res vesela, tak lep večerni koncert je bil. Seveda je bila revija namenjena tudi kakovostni rasti zborov. Zato takemu koncertu vedno sledi še del, v katerem strokovna spremljevalka srečanja zborov posreduje svoje opažanja. Moja naloga je, kolikor sem lahko v tem kratkem njihovem nastopu slišala, in poskušam potem pokazati, gledajte, to je bilo zelo dobro na tem področju, pa mogoče lahko še naredite korak naprej in če je potrebno, jih tudi usmerim, kam se obrnejo, kako recimo do kakšnih stvari pridejo. Danes je tudi možnost izobraževanja zborovodij res velika, tudi javni sklad za kulturne dejavnosti v bistvu prireja ali pa pripravlja vsako leto izobraževanje, kjer se lahko vključijo. Tako da mislim, da vsak lahko najde, če le poišče. Javni sklad kulturnih dejavnosti tako nadaljuje svoje poslanstvo podpore ljubiteljski kulturi in seveda že napovedujejo novo srečanje prihodnje leto. Do takrat pa naj glasba še naprej združuje ljudi vseh generacij. Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je zadnji majski dan odigrala še zadnjo preizkušnjo zadnjega 22. kroga Gorenjske nogometne lige. V tekmi proti zmagovalcu lige, ekipi NK Bled Bohinj-Hirter, ki ni odločala več o ničemer, smo sicer videli kar 5 golov v mreži domačih, a kar je bolj razveseljivo, je dejstvo, da so Medvoščani sezono zaključili z lepim zbirom točk v sredini lestvice. Članska vrsta NK Jezero Medvode je letošnjo sezono zaključila na 8. mestu in s 25 točkami na svojem računu. Ob 11 porazih so dosegli tudi 7 zmag, 4krat pa so igrali neodločeno. Ja, glede na primerjalno s prejšnjo sezono so letos osvojili veliko več točk. Ekipa je dobra, ekipa ima potencial, da napreduje v naslednji sezoni. Upamo, da bojo fantje več trenirali, da jim bomo lahko kaj v zameno ponudili. Moramo vsi vedeti, da fantje dejansko igrajo danes brezplačno, niti prevoznih stroškov jim ne pokrijemo, tako da mislim, da so kar dosegali lep rezultat. Na zadnji tekmi sezone s prvakom lige NK Bled Bohinj, ki ni odločala več o ničemer, so slavili favorizirani gostje s kar 5-1. Edini gol za domače je v 71 minuti dosegal Alex Marolt na Gode. Ja, danes je bilo vse malo sproščeno. Konec sezone, zadnja tekma, tudi fantje že vejo, da je vse zaključek, tako da je bilo tudi malo bolj sproščeno. Ne na tako visokem nivoju, kot ponavadi, ampak to je tak, v taki ligi smo trenutno na takem nivoju, da je to čisto razumljivo, da je tudi pol tekma temu primerna, no, brez nekega tekmovalnega naboja. Je pa s prikazanim napredkom zadovoljen tudi glavni trener Kristjan Rozman. Bi lahko rekel, da smo zadovoljni. Saj tudi jaz, ko sem prišel sem v ta klub, v to ekipo, nisem vedel, kaj pričakovati. Nisem želel fante menjati, sem rekel, da bomo igrali z medvoškimi domačimi fantje, tako da nisem vedel sploh, kaj pričakovati, pa na koncu je spadalo, da smo napredovali, da smo naredili korak naprej. Ja, sam se pravim, tudi mi smo v bistvu reševali neke grehe prejšnjega vodstva z neurejenim igriščem, neurejenim garderobom in vse to je potegnilo za sabo tudi to, da smo igrali vse v gosteh, pa potem vse doma. Hvala Bogu so nam šli klubi toliko na roko, da smo to lahko speljali. Tako da zdaj, če potegnem neko črto, sem zadovoljen. No, se pravim, igrišče smo zihtali, garderobe smo zihtali, ekipo smo postavili, neko jedro za naprej. Tako da se dela, ampak nas čaka še ogromno enega dela, če mi hočemo spraviti Medvode na nek
nek večji nivo. Predvsem pa je spodbudno, da je članska ekipa trenutno v glavnem sestavljena iz mladih Medvoščanov. Smo mlada ekipa in jaz tudi želim imeti mlado ekipo, ker če v tej ligi želiš igrati lep fuzbal, želiš trenirati dober, moraš imeti mlade igralce, ki si še želijo, ki so polne energije. In to je tudi moj cilj, za naprej, imeti mlado ekipo, ne preveč stare, ker samo tako lahko sledimo nekim ciljem, ki jih imamo. In to mi je všeč, da te fante, ki so dobri, ki so v Medvodah, ki si želijo igrati, so vsi mladi in lahko z njimi gradimo 5-8 let naprej. Posebnost letošnje sezone pa je bila tudi ta, da so v jesenskem delu vse tekme igrali v gosteh, spomladi pa vse doma, na novi, po poplavah obnovljeni zelenici. Torej, igrišče se je dobro odrezalo, ste zadovoljni s tem, kako je zdržalo vse skupaj? Ja, vložili smo veliko truda, tako da to se tudi, mislim, da se kar lepo kaže. Bo še precej dela, še veliko vlaganja v igrišča, še kar nekaj sredstev, ampak računamo, da bomo jesenski del začeli še na boljši travi. Vse aktivnosti in prizadevanja kluba pa so usmerjene v nov športni park, ki bo na novi lokaciji na drugi strani reke Sore. Začasna infrastruktura, ki je bila postavljena letos, je sicer odigrala svojo vlogo povsem zadovoljivo. V samimi prostori smo zadovoljni, seveda, saj smo v sodelovanju z občino pripeljali do tega, da imamo tisti minimum, ki smo ga rabili za to, da lahko funkcioniramo. Se pa vsi zavedamo, da to ni tisto, kar bi bilo optimum za klub, ampak verjamemo, da na novi lokaciji, da se bo to realiziralo in da bomo imeli tam potem tudi pogoje, tako za mlajše selekcije, kot tudi za člansko selekcijo, da bojo lahko napredovali. S koncem sezone se zaključuje tudi prvo leto, odkar je vajeti kluba prevzelo novo vodstvo na čelu s predsednikom Vito Klavoro. In kako ocenjuje prvo leto delovanja? Me je presenetilo. Predvsem je bilo veliko več dela, kot smo mislili, da ga bomo mogli vložiti. Pojavljali so se zapleti. Vsak problem, ki smo ga rešili, smo dobili še 2 ali pa 3 nove, ampak lahko rečem, je bilo vredno. Smo pa klub finančno stabilizirali, tako da smo na tisti pozitivni strani. Tudi neki investicij smo speljali z lastnimi sredstvi in v glavnem smo zadovoljni. Dolgoročno gledano imajo v vodstvu smele načrte, okrepiti želijo trenerske vrste in pomoč v upravljanju kluba, vrniti v Medvode kadetsko in mladinsko selekcijo, stabilizirati delovanje, s člansko selekcijo pa postopoma tudi rezultatsko napredovati. Ja, vse je povezano s financami. Trudimo se, da bi dobili kakšnega resnega sponzorja, da bi vložili mogoče malo večja sredstva, da lahko okrepimo člansko ekipo. Potem je pa tudi vse povezano s tem, kaj se bo dogajalo z novim športnim parkom. Cilj pa je, da bi se dvignili v zgornji del lestvice oziroma se celo probali boriti tudi za uvrstitev v 3. ligo potem naprej. Sezono so po tekmi zaključili z manjšim piknikom za člane, v juniju pa bodo pripravili še zaključek za vse mlajše selekcije in njihove starše. Jadranje ni le šport, temveč tudi šola življenja, še posebej za najmlajše, ki se že od zgodnjih let preizkušajo v premagovanju vetra in valov. V razredu Optimist, ki velja za začetniško jadrnico za otroke do 15. leta, se kalijo prihodnji jadralni upi. Na Zbiljskem jezeru Športno društvo Krmar že več kot desetletje organizira tečaje za mlade jadralce. Društvo pa svojim delovanjem sega tudi preko meja Slovenije, saj odlično sodeluje z zamejskimi športnimi društvi iz Italije. Ta konec tedna so Zbiljsko jezero preplavila bela jadra. Odlično sodelovanje z zamejskimi jadralnimi klubi so v društvu Krmar nadgradili že pred leti. In tako organizirajo vadbe in tekmovanja tako na Zbiljskem jezeru kot v Tržaškem zalivu. Ena izmed najbolj prepoznavnih aktivnosti pa je vsakoletna regata z 2 imeni, Črnuška in Zbiljska, ki pa je obenem tudi spominska in je poimenovana Memorial Milan Morgan. Z njo se slovenski jadralci spominjajo Milana Morgana, dolgoletnega jadralskega trenerja, ki je za jadranje navdušil številne slovenske jadralce. Mnogi njegovi učenci so v jadranju posegli po najvišjih svetovnih odličjih, ali pa so posredno ali neposredno povezani z jadranjem še danes. Zato je regata tudi poklon njegovemu delu. Ker je deloval tako v Sloveniji kot tudi v zamejstvu, je logično, da so bili tudi mladi tekmovalci iz obeh držav. Gre za to, da pridejo jadralci več ali manj iz Tržaškega primorja, ampak tudi, se pravi, iz našega kluba jih je prišel 6, 4 so komaj začeli. Tako da smo zelo zadovoljni, kar se tega tiče,
Pa želimo, da se drugo leto recimo pojavijo tudi še iz Ptuja, ker smo jih povabili, pa žal niso imeli posluha za te stvari, ali pa iz Jadralnega kluba Ljubljana, kjer tudi pač gojimo z njimi dobre odnose in tako naprej, pa se pač niso odzvali, ampak jaz še vedno pričakujem, da bo naslednje leto tukaj še bolj veselo. Poseben čar ali pa težavo Zbiljskega jezera za mlade tekmovalce predstavlja veter, ki na jadra ne piha samo z ene strani, ampak velikokrat zamenja smer ali pa celo preneha, kar predstavlja težavo tako regatnemu odboru za izpeljavo dovoljšnega števila regat, še več pa mladim tekmovalcem. Ampak nekateri bolj, drugi manj, ker smo imeli tudi letnike, ki so bili stari 8 let, ki so komaj začeli jadrati in te stvari. In v bistvu Zbiljsko jezero je ena taka destinacija, kjer res ne veš, kaj te čaka in moraš biti na čisto vse pripravljen. Tekmovalo je 20 jadralcev v kategoriji Optimist in ena posadka kategorije Ilca 4. Vreme je bilo idealno za jadranje na Zbiljskem jezeru, k čimer je pripomogla tudi visoka gladina jezera, pa tudi termični vzhodni veter, ki je pihal večinoma med 3 in 4 vozni. Proga plova je potekala okrog 4 bojev v skupni dolžini 1300 metrov. Plovi so trajali časovno med 35 in 50 minut. Jadralci so med vsakim plovom iskali boljše razmere, zaradi tega so bili tudi zmagovalci plovov različni. Največkrat pa je s plovom najhitreje opravil Alessandro Ferluga iz tržaškega jadralnega kluba Adriatico, ki je za zmago prejel pokal iz rok slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon. Ja, to je ena lepa nedelja v domačem kraju, nedaleč od tam, kjer stanujem. Vsakič mi je fino videti mlade, ko lahko gredo na jezero, preživijo dober čas skupaj in da lahko podelimo tudi kolajne. Moja izkušnja z jadranjem pa je ta, da sem tudi jaz jadralka. Tudi na manjši jadrnici z vetrom ali pa tudi med počitnicami, samo da je časa zdaj malo manj, kot ga je bilo prej. Poleg zunanje ministrice je pokale najboljšim jadralcem podeljeval tudi predsednik turističnega društva Zbilje Matej Kovačič. Saj je bilo turistično društvo tudi letos soorganizator tekmovanja. Društvo tako skrbi ne le za turistične, ampak tudi za športne vsebine ob jezeru, kar navdušuje tudi zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki stanuje v Zbiljah. Velikokrat pridejo tujci do mene, se tu ustavijo, jaz moram reči, da vsak, ki pride v Slovenijo, pride v te kraje, je neverjetno presenečen nad lepotami. Včasih sami pozabimo, koliko imamo lepega. Tu jaz kolesarim, hodim tudi okrog jezera, hodim na tek zjutraj, na grad Smlednik, vse so prekrasne lokacije. Mi je pa zanimivo po dolgem času biti na nedeljsko popoldne ob jezeru, ker je toliko ljudi, da že dolgo časa nisem videla. Skam mogoče malo preveč avtomobilov za to lepo naravo, ampak verjetno pa ljudje pridejo z razlogom. Najboljši slovenski tekmovalec je bil na 4. mestu mladi Ilija Jabrov, katerega družina se je iz Ukrajine, kjer so živeli, v iskanju miru preselila v Zbilje. Tako so kar 3 otroci družini Jabrov pričeli z jadranjem v društvu Kermar ter žalostjo spremljajo dogodke v svoji domovini. Jaz sem najbolj vesela, da lahko mi, Slovenija, Slovenke in Slovenci ponudimo eno solidarnost in to res lepo kažemo. Če lahko otroci tu v miru živijo, se lahko malce sprostijo, pozabijo na grozote vojne, se mi zdi, da smo kot ljudje največ naredili. Kako dolgo bo pa ta vojna trajala, pa si mislim, da nihče ne upa napovedati. Bojim se, da moramo biti kar še pripravljeni na trajanje vojne in predvsem na to, da bomo kot ljudje pomagali tistim, ki so danes v stiski. In tukaj v Zbiljah se mi zdi, da lahko pokažemo dobre zgodbe. Če še ne veste, s čim bi se vaši otroci lahko ukvarjali med poletnimi počitnicami, vas v Kermarju vabijo, da jih vpišete v tečaj jadranja. Ponujamo 5-dnevne tečaje v Sesljanu v organizaciji Jadralnega kluba Čupa. Od ponedeljka do petka, od 9 do 17, s tem, da otroci dobijo obrok. Na spletni strani Jadralni klub Kermar je tudi ta reklama objavljena. Potem pa, kolikor bo velik, se pravi, velik interes za tem, uredimo tudi spanje direktno v Slomškovem domu, ki je blizu Sesljana, in uredimo vse prevoze in vse stvari. Ni zaradi tega problem. Skratka, pridružite se jadralnemu tečaju, spoznajte nove prijatelje in se naučite krmariti svojo jadrnico. Morda bo kdo od mladih, ki so ta vikend tekmovali na Zbiljskem jezeru, nekoč zastopal svojo ekipo na velikih regatah.
Vse pa se začne s prvim korakom in prijavo na tečaj. Dobro sodelovanje kluba Kermar Zamejci bo v nedeljo zvečer nagrajeno z zanimivo kulturno prireditvijo v Medvoškem kulturnem domu. Ob 18. uri ste vabljeni na prireditev z naslovom Veter v jadra z rojaki, na katerem se bodo predstavili kulturni ustvarjalci iz slovenskih krajev od Škednja do Štivana, Ribiški muzej Tržaškega primorja in kriški pevci z Aljošem Saksidom. Zamejci obljubljajo, da boste na prireditvi občutili pravo obmorsko vzdušje. Medvoški policisti so obravnavali 3 prometne nesreče v preteklem tednu. V Spodnjih Pirničah je zaradi neprilagojene hitrosti pri vožnji s kolesom padel otrok in se pri tem poškodoval. Zanj so poskrbeli starši, zoper otroka pa bo na sodišče podan obdolžilni predlog. Zaradi neprilagojene hitrosti pri vožnji s kolesom je padel tudi kolesar v Valburgi, ki je bil zaradi poškodb z reševalnim vozilom odpeljan v zdravniško oskrbo. Policisti pa so mu na kraju izdali še globo. In še en kolesar je padal, in sicer na območju Polhograjskih Dolomitov. Tudi njega so morali odpeljati reševalci, zaradi nerazjasnenih okoliščin pa policisti še zbirajo informacije o dogodku. Pred medvoško trgovino so ukradli električni skiro. Policisti sedaj zbirajo informacije, po zaključeni preiskavi pa bodo o dogodku obvestili tožilstvo. Obveščeni so bili tudi o napadu skupine mlajših oseb na posameznika, ki je bil pri tem poškodovan in z reševalnim vozilom odpeljan v zdravniško oskrbo. Policisti o dogodku, ki se je zgodil v neposredni bližini trgovine Špar, še zbirajo obvestila. Vkolikor imate kakršnekoli informacije, jih kontaktirajte. Da se je očitno začela sezona kolesarjenja, je razvidno tudi iz naše črne kronike, zato morebiti ne bo odveč opozorilo, da morate tudi s kolesom voziti po predpisih in stanju vozišča primerno, saj v kolesarskih nezgodah praviloma najhujše posledice utrpi prav kolesar. Drugo opozorilo se nanaša na spremenjen prometni režim proti in iz Ljubljane. Zaradi rekonstrukcije Celovške ceste in Prušnikove namreč promet poteka po 2 zoženih pasovih in zapora ceste bo predvidoma trajala do konca avgusta, tako da prihaja zjutraj in popoldne do daljših zastojev, ki se jim ne da izogniti, saj ni nič bolje niti na stranskih cestah, prek katerih mnogi poskušajo najti hitrejšo pot. Za tiste, ki lahko, velja priporočilo, da za najhitrejši dostop do centra Ljubljane uporabljate vlak. In še ena novica, medvoška policijska postaja ima novo vodstvo. Vodenje je namreč prevzel Matija Mandl, ki je bil predtem pomočnik načelnika postaje prometne policije Ljubljana. To je za danes vse. Pridružite se nam na kakšni prireditvi ob koncu tedna. Jutri je zbiljarija, v soboto festival športa, kulinarike in zabave, Medvode v gibanju z nočnim tekom, vmes še praznovanje 20-letnice turističnega društva Perniče in še kaj. V sredo med drugim tudi seja sveta, na kateri lahko dobimo tudi kakšno pomembno informacijo za boljši jutri. Na snidenje.